Čarovnikova želja. Čarovnikova želja ali kako je pregnal zoprnaže. Evata zgodba o čarobnosti v tebi. Pred mnogimi leti, še preden so bili rojeni tvoji starši, je v daljni deželi ležala mirna vasica. Ljudje, ki so živeli tam, so bili zelo srečni, kar je še posebej veljalo za otroke. Smejali so se in igrali, in celo, ko so bili v šoli ali pa so pomagali pri opravilih okoli hiše, so bili veseli in zadovoljni, tako s seboj kot s tem, kar so počeli. Seveda so se kdaj počutili tudi drugače. Vsi občutki so namreč normalen del življenja. Včasih jih je bilo strah, včasih so bili jezni, včasih zaskrbljeni, včasih žalostni. A takrat so se pogovorili s prijatelji, ali pa jih je kdo objel, in neprijetni občutki so le redko dolgo trajali. Takrat pa, ko je bil kdo res ves iz sebe, je obiskal modrega in prijaznega čarovnika, ki je živel svojo sobo v mali hiški na robu vasi. Z nekaj čarobnimi uroki, raznovrstnimi napoji in zamahom čarobne palice je čarovnik vsakomur pomagal, da je hitro spet postal srečen in zdrav. Nekega dne pa je nad deželo divjala strašna nevihta s temnimi oblaki, močnim vetrom, grmenjem strelom in hudim nalivom. Ljudje so bili povsem prestrašeni, zbežali so v zavetje, zaprli vsa okna in vrata ter se skrili. Na vso srečo pa je nevihta hitro prešla in v vasi povzročila le malo škode. Toda nekaj je bilo drugače. Nedolgo po nevihti je namreč čarovnik opazil, da vedno več ljudi prihaja k njemu po pomoč. Mnogi so se pritoževali nad zoprnimi občutki. Čarovnik je opazil, da je trajalo dlje, da so ti zoprni občutki odšli. Ko so se ljudje razjezili, so bili dlje časa jezni. Nekateri so celo čutili žalost ali strah, ne da bi sploh vedeli zakaj. Težko jim je bilo obdržati pozornost pri svojem delu. Še celo pri športu niso bili več tako uspešni kot nekdaj. Mnogi otroci so imeli zdaj napade togote in zvečer je skoraj vsak otrok težko zaspal, ker so se bali že najmanjšega šuma v temi. Ko so imeli preskuse znanja v šoli, so bili tako utrujeni ali pa nervozni in raztreseni, da jim je navadno le za las uspelo dobiti pozitivno oceno, pa še to ne vedno. Čarovnik je kmalu spoznal, da je iz dneva v dan delal dlje, včasih celo pozno v noč. Kakšen večer je moral celo odsloviti ljudi in jih naročiti za naslednji dan. Le kaj se dogaja, se je spraševal. A vse je kazalo, da se težava širi, kot bi bilo nekaj v zraku. In je tudi bilo. In ni dolgo trajalo, da se je polastilo
tudi čarovnika. Opazil je, da je postal godrnjav. Vedel je, da je nekaj narobe, saj je bil prej vedno vesel. A zdaj so vsi ti ljudje pričakovali, da ji bo pomagal. On pa se je sam počutil tako zoprno. Razmišljal je in razmišljal o tej težavi. In se, kot je to navadno počel med razmišljanjem, nežno tapkal svojo čarobno palico po glavi. O, kako si želim rešiti tole! Pomisli, dobro pomisli, si je dejal in se tapkal. Potem je opazil, da se je skoraj nenadoma začel počutiti bolje. To se mu je zdelo precej čudno. Kar pa je bilo še bolj nenavadno, je bilo to, da mu je nekaj majhnega padlo iz ušesa na mizo. Nekaj res zelo majhnega. Tako majhnega, da običajen človek tega ne bi mogel videti, a čarovniki imajo še posebej oster vid in povečevalno steklo. Le kaj bi to bilo, se je spraševal. Ko je pogledal bliže, je bilo videti kot neko bitje ali še raje stvor. Ker se je zdaj počutil bolje, je vedel, kaj se je bilo zgodilo. Oho, tako torej, ti si tisti mali žužek, ki me je nadlegoval, kaj? Je rekel čarovnik. Zaradi tebe sem se počutil tako zoprno. Mislim, da te bom klical Zoprnež. Toda med tem, kar pred njegovimi očmi, se je Zoprnež skrčil in izginil. Ni mogel več obstajati, potem, ko je bil odtapkan. Čarovnik je bil osupel in razburjen. Tapkanje s čarobno palico po glavi je spravilo Zoprneža stran. A kako se je to zgodilo? Hitro je šel listat svoje čarovniške knjige, da bi našel odgovor. Čarovnik se je zelo rad učil in imel je čudovito zbirko knjig. Ta dan je študiral pozno v noč in iskal kakršenkoli namig o skrivnostnem malem stvoru, ki ga je tako zelo razburil, ter o tem, kako je le-ta izginil. Ker lahko čarovnik hitro potuje s čarovnijo, je celo odšel na vse 4 konce sveta, da poišče odgovore. To je bilo, še preden so vedeli, da je svet okrogel. Končno je na Kitajskem našel starodavni svitek, iz katerega se je poučil, da ima človeško telo čudežno energijo, ki se po telesu premika po majcenih poteh kot po malih rečicah. Izvedel je, da ko je pretok prost, se ljudje počutijo dobro. Ko pa je pretok ustavljen, se počutijo slabo. Morda so ti mali stvori prileteli z nevihto, je pomislil čarovnik. Nekako ustavijo zdrav pretok energije in potem se ljudje počutijo zoprno. Svitek je prikazoval tudi zemljevid točk na energijskih poteh.
Točke so bile videti kot mali gumbki, ki pomagajo, da je čarobni pretok boljši. Izvedel je še, da se je na eno od teh točk tapkal svojo čarobno palico. Aha, zdaj razumem, je dejal svoji sovi. Ko tapkam po teh točkah, postane čarovnija močnejša in spodi zoprneže ven iz mene. Zdaj vem, kako pomagati mojim prijateljem. Naslednjega dne, ko so ljudje začeli prihajati k čarovniku, jih je on tapkal na različne čudežne točke, kot je prikazoval star zemljevid. Ko je to počel, so mali stvori začeli padati iz ušes ljudi. Medtem, ko je tapkal, je čarovnik pripovedoval o zoprnežih kot na primer: O, to je pa resen primer sitnobe. Ali: tole je pa res žalosten občutek. Videti je bilo, da je zoprnežem všeč, da se govori o njih, in so se prikazali v ušesih ljudi, da bi bolje slišali. Ko pa je čarovnik tapkal po čudežnih točkah, so bili prisiljeni, da odidejo ven in so izginili. Čarovnik je kmalu opazil, da posamezne vrste zoprnežev povzročajo različne vrste čustev: jezo, žalost, strah. A ko je tapkal po čudežnih točkah, so bili vsi prisiljeni priti ven. Zoprneži so bili tako majhni, da jih ljudje pravzaprav niso mogli videti, a medtem, ko je čarovnik tapkal, so opazili, da se začenjajo počutiti bolje. Nekaterim ljudem je šlo na bolje zelo hitro, pri drugih je trajalo malo dlje. Nekateri so imeli več kot le enega zoprneža, ki ga je bilo potrebno stapkati ven. A vsem je tapkanje pomagalo. Jasno je bilo, da ne glede na to, kdo je bil človek, in ne glede na to, ali je bil mlad ali star, bogat ali reven, je vsak imel v sebi to čarovnijo. Toda, čeprav je čarovnik res hitro pomagal ljudem, je bilo tistih, ki so iskali pomoč, mnogo preveč. Ko je opazoval ljudi med pogovorom, se mu je celo zazdelo, da so slabi občutki nalezljivi. Zoprneži se gotovo širijo, je vzkliknil čarovnik. Nikoli mi ne bo uspelo pomagati vsem tem ljudem. Toliko jih je in jaz sem le en sam čarovnik. Tisto noč se je ponovno posvetil učenju in razmišljal še naprej, kako naj najde rešitev. Vzdih. Želim si, da bi mi ljudje pomagali pri tem, ko jim pomagam. Ko bi si le lahko pomagali sami, je dejal med tem, ko se je tapkal po čelu. Ko bi, strmel je v čudežni zemljevid in potem ga je prešinilo. To je to, je zavpil tako glasno, da je od samega strahu njegova sova odvrgla polovico perja. Čarovnija je vendarle že v ljudeh, sami lahko tapkajo. Tako je sedel k delu in začel izrisovati kopije zemljevida s čudežnimi točkami. Naslednjega dne, ko je več in več ljudi prihajalo na njegov dom, da bi jih ozdravil,
jih je on sprejel z velikim navdušenjem. Imam čudovito novico, je zaklical. Imate moč, da se sami ozdravite zoprnežev. Vse, kar morate storiti, je tapkati. Lahko tapkate sami sebe. Nastala je tišina. Ljudje niso vedeli, kaj naj odgovorijo. Končno se je nekdo oglasil. Toda mi nismo čarovniki. Čarovnija je že v vsakem od vas, je odgovoril čarovnik z modrim nasmehom. Ne vemo, kje tapkati, se je oglasil nekdo drug iz množice. Naredil sem zemljevide za vse, je dejal čarovnik s še večjim nasmehom. Toda mi nimamo čarobnih palic, je vzkliknilo več ljudi naenkrat. Ob tej pripombi je čarovnikov nasmeh zbledel. Ni vedel, kaj bi. Stal je tam in strmel v množico, ne vedoč, kaj odgovoriti. Medtem, ko je razmišljal, je delal tisto, kar je pogosto počel. Tapkal. A tokrat ni imel čarobne palice. Vse, kar je imel za tapkanje, je bil njegov prst. Medtem, ko je tapkal, je nekaj opazil. Začutil je, da čarovnija deluje. Počutil se je bolje in to brez čarobne palice. Aha, tudi vi imate čarobne palice, je vztrajal čarovnik. Vaši prsti bodo izvedli trik. Rešitev je bila ves čas tu, na dosegu naših prstov. Čarovnik je začel ljudem deliti zemljevide in jih učiti tapkanje. Naročil jim je celo, naj uporabljajo 2 prsta, da bi njihove čarobne palice imele dvojno moč. Toda še vedno so dvomili, da jim bo uspelo, ker niso bili čarovniki. Čarovnik pa si je mislil sam pri sebi. Čeprav niso čarovniki, vem, da jim bo uspelo. In dobil je idejo. Kako neumno od mene, seveda potrebujete čarobne besede, da ustvarite urok, jim je razložil. Ponovite za menoj. Čeprav nisem čarovnik, lahko vseeno čaram. 3-krat jim je naročil ponoviti te besede, medtem ko so tapkali na eno od čarobnih točk. Čeprav nisem čarovnik, lahko vseeno čaram. Na to je čarovnik vodil veščane, da so tapkali še ostale točke zemljevida. Med tapkanjem so pripovedovali o zoprnih občutkih, ki so jih imeli, in tudi o tem, kako so se želeli počutiti. Skoraj nemudoma so začeli zoprni stvori padati iz njihovih ušes in nasmehi so se začeli vračati na obraze vaščanov. Bili pa so tudi med njimi taki, ki so se počutili neumno zaradi tapkanja. Nekateri od njih bi celo skoraj raje obdržali svoje zoprneže, kot da bi bili videti smešni. Toda sčasoma, ko so videli, da se drugi počutijo bolje in da skoraj vsi tapkajo, so si rekli: čeprav bom videti smešen, mislim, da bom vseeno tapkal. In bili so veseli, ker so to storili.
Med tapkanjem so ljudje ustvarili še druge uroke in vsi so se začeli s čarobno besedo čeprav. Nekateri so rekli: čeprav se počutim slabo, se hočem počutiti dobro. Drugi so dejali: čeprav imam te težave, sem vseeno prijeten človek. Urok, ki se je izkazal za zelo močnega, je bil: čeprav se počutim zoprno, se imam zares rad. Pokazalo se je, da tam, kjer sta tapkala 2 ali več ljudi skupaj, se je počutje izboljšalo še hitreje, a tudi tisti, ki so tapkali sami, so občutili olajšanje. Zoprneži so leteli iz njih v vseh smereh in izginjali v sončni svetlobi. Ko je bilo ljudem spet bolje, so odšli domov in učili tapkanja svoje družinske člane in prijatelje. V kratkem času je postala vsa vas srečnejša kot kdajkoli prej. Ljudje so lahko opravljali svoje delo in to celo bolje kot prej. Celo pri športu so bili uspešnejši. Otroci so bili srečni in igrivi, radi so priskočili na pomoč in ob večerih so spet z lahkoto zaspali. Celo v šoli jim je šlo bolje od rok. Vaščani so razen tega opazili, da imajo zdaj res dobro mnenje o sebi in da so do sebe postali prijaznejši. In še nekaj so opazili: bolje, ko so se počutili, več dobrega se jim je zgodilo. Videti je bilo, da jim že samo dejstvo, da se počutijo vesele in zadovoljne, prinaša srečo. Njihova življenja so tako postajala bolj in bolj čarobna. Postali so prijaznejši tudi drug do drugega. Ko so namreč imeli dobro mnenje o sebi, se je zdelo nemogoče, da bi kogarkoli prizadeli. Razumeli so, da ko je bil nekdo grd do njih, je bil tak, zato ker se je sam počutil zoprno. Včasih so neprijetni občutki še prišli na plano in to je povsem naravno. A ti občutki niso trajali dolgo in ljudje so zdaj znali mnogo hitreje pomagati tako sebi kot drug drugemu k boljšemu počutju. Vaščani so odslej vedeli, kdaj imajo zoprneže v sebi in so jih tudi odtapkali. Ko pa so začutili, da bi potrebovali še nekaj dodatne čarovnije, so šli k čarovniku, ki jim je z veseljem priskočil na pomoč. V zahvalo modremu čarovniku, ki jim je pomagal najti ključ do njihove lastne čarovnije, so vaščani v njegovo čast priredili veliko praznovanje. Ko so mu ljudje nazdravili, je čarovnik dejal: veste, kadarkoli se lahko zgodi, da pride še več zoprnežev. Ljudje so se spogledali in začeli smejati. Nato so vsi naenkrat v zrak dvignili svoje čarobne palice in zaklicali: zdaj smo pripravljeni na njih. In zdaj si tudi ti. Zdaj poznamo čarovnikovo skrivnost, poznamo točke, kjer lahko tapkamo, da se bomo lahko počutili bolje. Zdaj ni več izgovorov za slabo počutje.
tremo, žalost, zoprnijo, bolečino, skrbi in tako dalje. Zdaj znamo tapkati, saj imamo svoje čarobne prste. Veselo na delo!